In akcija, pozdravljeni nazaj na Džungelnem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš vlog iz Budimpešte. Potovala bova 3 dni, pokazati bom, kako čudovita je po zimi Budimpešta in kako čudovito ima ukrašeno za božični čas. In ja, preden greva v video, to na začetku sem bil jaz, ki je jedel solato s pokrovčkom od pijače, ker sem pač pozabil žlico. V eno smer smo šli z vlakom, nazaj pa smo šli s Flixbusom, katerega veliko bolj predlagam, zaradi tega, ker je bila vožnja hitrejša in boljša. Tole pa je zdajle room tour našega hotela, bil je hotel s 4 zvezdicami, jaz pa sem sobo bukiral že za črni petek, tako da smo na koncu dobili za kar 50% ceneje. Se zelo splača takrat bukirati. Mesto Budimpešte je božično čudovito ukrašeno, imajo za drsati, imajo stojnice, vse, kar se lahko želiš. Ampak za lažjo predstavo, tradicionalna čokoladna sladica z nutelo je na stojnicah tam nekje 10 evrov. Groza. Naslednji dan smo začeli z brančom, jaz sem jedel avokado toast in pa mačo, celoten tale branč pa me je stal 47 evrov. Ja. Zdaj smo na temu zelenem mostu. Ful je toplo, mislim toplo, tukaj le veter prihaja, kaj je reka. Vreme je čudovit, folka je dost velik. Zdaj smo pred to cerkvijo. Nekaj mi je prav, da verjetno vstopnina ne bo brezplačna. Ok, spoiler. Nismo šli noter, mogoče nimamo časa, ker lovimo sončne žarke. Drugače pa za študente je vstopnica 10 evrov. 10 evrov pa vidiš še nek razgled, samo to, da se ti lažje predstavljali. Drugače sem dal pa za lonček v Starbucksu, sem dal 37 evrov. 37 evrov stal za en železen lonček. Drugače pa gremo zdaj v opero. No, potem sem se pa jaz na tej točki odločil, da bi rad šel na kolo Budimpešte, ker je bila zelo velika napaka. Mene je res zelo strah višine, ampak sem želel pridobiti izkušnjo. Nisem pa vedel, da se bojo vagončki toliko majali, kakor so se. Tukaj boste videli mojo izkušnjo, snemal sem se zato, ker sem se hotel z nečim zamotiti. Mene je ful strah. Ne vem, zakaj nobenega drugega ni, ampak vse bo fajn. Vse bo fajn, vsi se nič ne more zgoditi, ne? Jesus! Okay. Oh, what are they? Oh my god, I hate it. Oh my god, fuck. Pač meni je to grozen. Ampak se v redu, se bo. Ok, samo ne odla gledati. Res vam svetujem, če vas je strah višine, ne si tega delati, jaz ne vem, kva mi je bilo, ampak jaz dihati nisem mogel, hotel sem jokat, grozen. Midva so še zmeri tle, jaz se tako tresem, pač nagravžen je, res je nagravžen. Ampak pred mano je ena babi z enim majhnim otrokom. In vsi so okej. Tudi jaz sem okej. Sam pač mene je tako višine strah, tako močno višine strah, da pač lahko bi šel bruhat zdaj. Res, kamot. Ampak škoda, ker že cel dan skoraj nisem nič pojedel. Fora temu, da mi stojimo, sploh se ne premaknemo. Najhuje mi je bilo, ker smo bili toliko visok in to so bila te vrata, ki so kao mene zaščitila. Lej to, koliko je to placa vmes. Najslabša izkušnja
Najslabša izkušnja v mojem lifeu, najslabša izkušnja. Ne bi šel, ne priporočam, disgusting. Ok, en mali update, ura je skoraj 11. Jaz sem tako utrujen, sem še dol padel. En story time, tukaj v našem hotelu so še savne in sem rekel, da ampak so odprte samo v 10. Sem rekel, da če pridem do cajta nazaj, grem absolutno pogledat, kaj je savnam in sem izvedel, da so brezplačne. Se pravi, v sklopu hotela in sem samo laufal gor v savne. Tako je pasal, res tako je pasal. Pa so šel po tuš, pa s telimi, ki smo skupaj odšli v Budimpešto, so rekli, da bi šli zdaj še nekemu klub. Ampak jaz sem tako utrujen, da pač ne moram, pa sem rekel, da nekaj grejo. Pa tudi tisti, ki me poznate, jaz sem s klubi tako, no. Ja, I don't know. I can't. Ful mi ni to užitek. Tako mi je, ko sem enkrat tam, ampak mene sprav tako bolj je to. Teli herpesi so se mi... Mislim, zdaj sam še hrasta in ko sem bil v savni, se mi je odprl itak, ko se je tiste je dol utrgal in me tako pekel. Hvala Bogu, vam nekaj zamazal, tako da ni take panike. V glavnem. Guni so šli v klub zdaj, tako da sem zdaj sam v sobi, tako sem tako zgojen, da se sploh nikrat ne moram. Sem pa prek Volta naročil palačinke, ker mi je ful cukor padel. Tako da dajmo počakati, pa da vidimo, kakšne palačinke bodo pošle. Naročil sem palačinke iz nekaj, ki se imenuje Nutella Land. Tako da je better be good, ker sliši se tako sansko. Dobil sem palačinke. Dajmo pogledati. Jaz sam upam, da niso mrzle, res, oh my god, če so mrzle. Ampak kam po moje, da niso, Okay. Jaz sem tako res največji fan palačink, tako da... Ok. Palačinke, ka palačinke... A sem malo razočaran, mogoče malo, ja. So bile tako ene 6 evrov, od sneg pa prnem. A sem to ena palačinka? Ej, lih toliko, da mi odtre cukor po moje v redu, karkoli več pa... I don't think. Mrzla je. Oh my god! A je tako kakšna slabša stvar, ko dobiš mrzle palačinke? I don't think so. Oh my god. Še en lep sončen dan. Mi smo oddali prtljage. Zdaj pa check auto smo se notko. Zdaj pa gremo na drug branč. Ok, zdaj žal tam nismo dobili mize. Bilo je ful napasan, pa zunaj tako po moje še 50 metrov kolona. Tako da smo šli nekam drugam. Jaz sem naročil avokado toast, naročil sem si eno acai bowlo, pa mačo, pa sem plačal 27 evrov. Včeraj mi je bilo boljš, mečkano več okusa je bilo, tako da zdaj gremo pa pogledat ne vem kva. Gremo. Kaj gremo zdaj pogledat? Budapest Castle. Budapest Castle. Ne, Buda. Buda Castle. Je pa ta stvar na gradu res ogromna, sploh se ne neha. Je pa res, da ena stvar, ki smo porajtali, je WC-ev ni nikjer. Tako da to je lahko oh my god, še zmer se mi ni zrihtalo. Ogromna stvar, to se sploh ne neha.
Drugače smo pa še čisto na koncu, preden smo basically popadali dol, ker smo bili toliko utrujeni od hoje, šli pogledati še galerijo luči in svetlobe. To so teli posnetki, ki jih zdaj gledate. Drugače pa, če ti je bil tale video všeč, ga ne pozabiti lajkati in pa v komentarjih napisati, za novo leto bom v Londonu. Te zanima vlog iz Londona? Dajte zapisati v komentar. Drugače pa je za danes to, pa se gledamo drugič naprej.